Zdravo. Se lahko prosim predstaviš ime, priimek, s katero disciplino se ukvarjaš športno in pa zakaj si se vpisala v Mastercard športno akademijo? Jaz sem Živa Mikložič, ukvarjam se z nogometom. V Mastercard športno akademijo sem se včlanila zaradi tega, ker sem videla, da ponuja veliko znanja iz različnih področij in mislim, da bi mi to zelo pomagalo pri moji poti do uspeha. Tako je, Živa, videla sva, da obstaja 6 različnih temeljev, ne? Kakšen, od katerega še posebej veliko pričakuješ? Največ se mi zdi, da iz športne psihologije in pa kineziologije. Kineziologija je nekaj, kar me namreč zanima tudi, da bi se ukvarjala s tem v prihodnosti. Športna psihologija pa, ker na splošno je to pri športniku zelo pomemben del. Kaj so tvoji športni cilji oziroma kaj so sploh tvoji cilji nasploh? Ja, definitivno, da bi se toliko izboljšala, da bi prišla v tujino, da bi igrala za nek tuj klub na neki višji ravni in pa seveda, da bi tudi na mojem psihološkem vidiku se izboljšala, več verjela vase, si zaupala. Zdaj finale Lige prvakov, ne? Med Wolfsburgom in, ker navijam za Wolfsburg, Barcelono, je tako? Ženski finale. Kdo je favorit? Ja, meni osebno Barcelona, drugače pa naj zmaga najboljši, ne. To je pravi odgovor. V akademiji je ogromno različnih članov z različnih športov. To druženje in ta networking med vami, kako gledaš na to? Je to plus oziroma kaj pričakuješ od tega? Zdi se mi zelo pozitivno, kot prvo, da se spoznamo z veliko drugimi športi in pa da delimo svoje izkušnje. Nekje na dosedanji športni poti je zagotovo bilo nekaj, kar te je pušalo, kar ti je dalo posebno motivacijo. Ali je bil to kak vzornik, rek, pregovor, kaj takega? Ja, na splošno me žene ta rek, da ni važno, kolikokrat padeš, važno je, da se znaš pobrati in iti naprej. Mi je pa tudi velik vzor Jan Oblak, ker ta njegova športna pot, kako se je trudil, kolesaril na treninge in vse to me zelo impresionira. Mi lahko zaupaš nekaj svojih prednosti in pa tudi kako slabost? Moja prednost je definitivno, da trdo delam, garam, se trudim. Včasih zna biti to tudi slabost, ker recimo, ko pride kakšna manjša poškodba, ki bi jo bilo mogoče prav, da bi počivala, se še vedno ženem na trening. Definitivno je pa tudi ta slabost, da ne verjamem dovolj vase. Na katerem temelju misliš, da lahko najbolj napreduješ? Definitivno športna psihologija. Hvala lepa.